Zaključni račun lanskega proračuna ter načrtovana bilanca prihodkov in odhodkov v letošnjem letu sta bili osrednji temi poročila nadzornega odbora. V bistvu ponavljamo že večletne ugotovitve, da je proračun pripravljen zelo smelo. Žal realizacija ni enaka temu, kar se kaže skozi zaključni račun, ki kaže da je kar recimo polovično manj realiziran, kot bi bilo, kot je načrtovano, ne. Prav zato so ob koncu leta potrebni rebalansi, s katerim se prihodki in odhodki proračuna uskladijo z dejansko realizacijo, še dodaja predsednica nadzornega odbora. V priporočilu občinski upravi tako predlagajo pripravo realnega proračuna. Odgovor so vedno enaki, da je treba gledati na investicije, ki ne bi bile načrtovane v določenem proračunskem letu, pa glede na to da se večina sredstev pridobiva tako iz državnega proračuna kot iz Evropske unije, je glede na uspešnost na javnih razpisih pa tudi odvisna izvedba investicij. Od črpanja sredstev pa je nenazadnje odvisna tudi realizacija proračuna. V letošnjem letu naj bi glede na prvotni proračun tako predsednica nadzornega odbora, znova znašala med 50 in 60 odstotki. Nadzorni odbor je sicer med drugim obravnaval še posamezne naložbe, javna naročila ter poslovanje občinske uprave. Nekih ugotovitev oziroma nepravilnosti, ki bi kazale na nenamensko porabo proračunskih sredstev, ni bilo. So nepravilnosti manjše, ki se jih že odpravlja oziroma so že bile odpravljene. Predvsem pri javnem naročanju je potrebno v pogodbe dosledno vključevati protikorupcijske klavzule in hkrati bdeti nad njihovim uveljavljanjem, še dodaja.